Niti se ne spomnim več točno, kdaj so dostavniki, kombi po domače, postali tako zelo dobri. Mislim, tako zelo enostavni in prijetni za voziti. Nekaj časa so že in večkrat pravim, da so za volanom kot le malce večji avtomobili. Ampak tale novi V je stopničko boljši od ostalih. Prav neverjetno je, kako prijetno ga je peljati. Kot bi enoprostorskega B-ja dal na povečavo na kakšnih krat 1,3 in bi dobil tole. V je naslednik Viana, ki je v prejšnji generaciji predstavljal najboljšo izvedenko modela Vito, ni pa oznaka V nova, ker so jo pri Mercedes-Benzu včasih že uporabljali. No, ampak če mora Vito zadovoljevati potrebe obrtnikov, prevoznikov, družin in je zato na voljo v potniških, tovornih in vseh vmesnih različicah, ima V tem pogledu malce lažjo nalogo. Po drugi strani pa ima celo težjo nalogo. Trenutno je na voljo v eni sami dolžini, tale meri 5,14 metra, prideta pa pozneje še krajša in daljša izvedenka. Vsekakor pa bo na voljo samo v potniški različici, tole je dejansko tekmec Volkswagenu Multivan, kombijevska rešitev za vse, ki potrebujete ogromno prostora. Na voljo so seveda različne sedežne postavitve, tale ima 8 sedežev, ki jih je mogoče tudi prestavljati bolj naprej ali nazaj ali pa celo odstraniti. Večina sedežev ima naslone za roko in večina ima ISOFIX priključke, pa še pohvalno enostavno so dosegljivi. Ampak takšna izvedba še zdaleč ni najbolj luksuzna, lahko bi bilo še manj sedežev, ki bi bili bolj po željah razvajenih poslovnih zadnjic. Takšen V je super za družine z več otroki. Zadaj kljub trem vrstam sedežev ostaja še nekaj prostora v prtljažniku, streha ponuja vzdolžne nosilce za prtljažnik, drsna vrata so na obeh straneh in dejansko pri sami uporabnosti nimam niti ene pripombe. Z vozniškega stališča pa so super te LED luči, ki samodejno prilagajajo snop svetlobe in noč razsvetlijo v dan, so vredne vsakega doplačila. V vožnji pa nasploh uživam. Sedim odlično, volan super paše v roke, lega je zanesljiva in tole okolje je na pogled vrhunsko. Tudi pelje se zelo dobro, zelo udoben je in očitno je tudi dobro zvočno izoliran, da tega sicer precej glasnega motorja niti ne slišim. In vetra na avtocesti tudi ne. 220 CDI 120 kW je seveda dovolj zmogljiv, čeprav bi včasih po občutku hotel še malce več moči, a to samo zato, ker V tako dobro skriva svojo hitrost. Tudi ta 7-stopenjski samodejni menjalnik je za dostavnika odličen in zadnji pogon omogoča, da je V precej okreten, kar je tudi seveda pomembno, čeprav poznam nekoga, ki ga ravno zaradi zadnjega pogona ne bi vzel. Do sem torej vse super, ampak drugega itak nisem pričakoval, ker tole je verjetno v tem trenutku najboljši potniški kombi na trgu. So pa seveda tudi stvari, ki me motijo. Recimo, tale del armaturne plošče, tale plastika, škripa bolj kot v našem jugotu, tole je povsem nedopustno. In tudi pri roki nimam nobenega odlagališča, armaturna plošča je očitno izdelana z mislijo, da bo izgledala lepo. Sicer eno veliko odlagališče imam tule spodaj, ampak sem telefona ne morem dati in tudi ko sežem po vodo, je kar malce daleč. No, pa tudi tale vmesnik mi še vedno ni najbolj všeč. Kritike so povsem na mestu, ker takšen V z opremo Avantgarde in nekaj dosti dodatne opreme stane dobrih 54 000 evrov. Tudi Multivan je seveda podobno drag, pri čemer pa se je treba zavedati, da se cena ob dodatkih dviga v Himalajo. Za primerjavo, najboljši Ford Tourneo z več dodatne opreme stane kakšnih 20 000 manj. Ni premijski in ni tako dober kot V, to je jasno, je pa občutno cenejši. Ampak, če potrebujete najboljše, potem bo V kar prava rešitev.